V vasici Kančevci v Prekmurju je v zavetju Stare Lipe zasijala domačija, ki je občina Moravske Toplice namenila nagrado za vzorno prenovo. Opremljena je z detajli iz preteklosti in ponuja mirno zavetje, po kakršnem hrepeni sodobni človek. V Prekmurju smo na Goričkem, kjer smo našli nove rajske prizore. Lastnika tele domačije, domačije pri Momi, sta arhitekta, ki sta ob prenovi tem stavbam uspela vdahniti čudovito pristnost vredno posnemanja. Maja in Goran, zdravo. Zdravo. Nekaj me zanima. Ljudje si menda že po nekaj sekundah ustvarimo prvi vtis o človeku in ta prvi vtis je zelo pomemben, ne? In me zanima, koliko časa sta vidva rabila pri tem posestvu, da je naredilo pravi vtis na vaju dva? Po odločitvi, da bova pač investirala v nek objekt na podeželju, sva zelo hitro si ustvarila mnenje, da je to, kar iščeva. Ja, 5 minut sva bila, pa sva se odstranila umaknila od prodajalca in sva rekla, glej, to je to. Treba je iti v akcijo, ne? Ja. Navdihujoč pa je že pogled na razporeditev stavb. Te s ceste vabijo, da se jim približamo, nato pa na dvorišču ustvarijo občutek toplega zavetja. Največja kvaliteta te domačije je bila to, da ustvarjajo objekte en takšen zanimiv mikrokozmos. Ko se pripeljemo do domačije, nas pričaka ta glavna stavba z, da rečem, prekrasnim prostorom, na katerim so bila oba dva navdušena za začetka, oštarijo in trgovino, ki je stara 150 let. Tukaj imamo eno majhno terasico. Ta vstop nas pripelje potem v ta notranji del kmetije, kjer so vsi objekti na nek način razporejeni okoli nas. V nadaljevanju tega prostora je hiša, na desni strani pa potem ta objekt z bazenom. Imamo gospodarsko poslopje, ki smo ga spremenila v 2 apartmaja. Rečemo mu eno štala, eno granar. Štala je bila kravja štala in smo ji dali drugo namembnost. Sedaj je to apartma z 4 ležišči, kuhnico in sanitarijami. Potem je drugi apartmajček, ki ima prav tako 4 ležišča. Je malo specifičen, ker je ležišče na podestu. To je bil včasih granar, tam so sušili zrnje, shranjevali kako sadje, zelenjavo. Malo smo ga poglobili, ker je bil strop prenizek, medtem ko je hiša, ima pa 3 spalnice, velik bivalni prostor, kuhinjo, 2 kopalnici, tako da je namenjena mogoče 2 ali pa 3 družinam. Skupno pa posestvo lahko sprejme 17 oseb. Arhitekta sta ohranila vse dele kmetije. Stene hiše so ponekod že razpadale in sta jih reševala s fasadno mrežico in apnenimi ometi. Fasado sta osvežila in poenotila barvo vseh objektov, tudi skednja z opečnato konstrukcijo. Prav tako sta na objektih prenovila strehe in zasnovala gank. Ja, in ko smo začeli prenavljati, smo šele videli, koliko dela smo si naložili. In moram reči, da brez družinske pomoči, tako najinih staršev in pa tudi njenega brata, ne bi šlo. Ključne poteze so bile ureditev inštalacij, izolacije, vodovoda, kanalizacije, s tem, da imamo 2 čistilni napravi. Vsa okna, stavbno pohištvo je bilo treba zamenjati, ker je bilo dotrajano. Pustila pa sva lepe, vidne elemente lesa, ki so bili ohranjeni. Odkot pa so vsi tile dodatki, ki so včasih služili drugim namenom, zdaj pa tlele nas spominjajo malo na tradicijo Prekmurja? Nekaj je bilo na domačiji, ampak zelo malo. Večinoma pa sva to pobirala po nekih hišah. Ali so bile namenjene rušenju, ali so naj jo prijatelji poznali, da to adaptirava, pa so nama jih podarili. V bistvu je bil to 3-letni proces, da sva prišla do tega, da tako zgleda kot to. Bila sva taka hrčka, vse posod, kjer sva bila, sva nabirala starine. En zelo zanimiv detajl so mi zunanje električne inštalacije. Predvidevam, da je bilo včasih, ne? Kako pa je danes to narediti? V prostorih so vse inštalacije nadometne, ker se v te stare cimprene hiše ni dalo teh inštalacij montirati v zid. Tako da smo morali poiskati prav posebne kable, kjer imajo certifikat in so dovoljeni za vgradnjo, to pomeni nadomet vgradnjo, in seveda poiskali smo tudi opcije pritrjevanja, ki spominjajo na način, kot se je to nekoč počelo. Kaj pa tale keramika, ki jo vidimo tukaj po tleh? Kakšna je njena zgodovina, a skuša kaj posnemati? Včasih so bile keramike z vzorci, ampak to so bile cementne keramike.
tega nisva našla, sva probala pač neko repliko tega dobiti. Na koncu sva se na Madžarskem ustavila v Budimpešti in tam našla keramiko, ki sva jo potem uporabila na celem posestvu. Tale prostor, kjer smo zdaj, se mi zdi fantastičen. In tukaj pravite, da je včasih bila stena, ne? Ta prostor je na nek način pripojen k ostalemu dnevnemu delu same hiše. Nekoč je bila to tudi kot prostor za pridelavo ali pa za shranjevanje sadja in pa kmetijskih pridelkov. Sama zasnova hiše pa je pogrešala sodobno vsebino dnevne sobe. In sva z ureditvijo javnih hrupni del te hiše podaljšala. In seveda za to krušno pečjo se potem tudi kuhinja na nek način zelo lepo poveže z tem prostorom. Krušna peč je v uporabi, se da kaj noter speč? Je. Samo jo je treba znati zakuriti. Aha. Sva že poskušala, pa sva pico hitro zakurila, tako da, oziroma požgala, ne. Bo babica naredila en šnel kurs. Bo, verjetno. Senco hiši podarja tudi košata lipa, ki kot plemenita starka narekuje obliko stavbe. Lipa, ki je bila verjetno posejena v času, ko je ta hiša nastala v preteklosti, je seveda obrasti in pa za koreninami dobro zamigala ta objekt, ne? Tako da je danes zelo prijetno razvidno na fasadah, kako je zamaknjena, ne? Gre za cimprano hišo, to pomeni obdano z ilovico, lesene konstrukcije in seveda taka hiša se tudi prilagaja sami tektoniki tal. Očarljivi so tudi zunanji ambienti. Urejeni so tako, da objektov ne odrežejo od njene zelene okolice, pač pa jih z njo še dodatno povežejo. Nekdanji skedenj tako ponuja prostor za druženje in omogoča dostop do ogrevanega bazena. Nedaleč stran sta dodatna terasa in savna v sodu. Pot med sivkami in v senci divjega kostanja se nadaljuje do skrbno obdelanega zelenjavnega vrta, nedaleč stran pa je še posebno kurišče. Na samem našem območju se tudi nahaja prekrasno kurišče, ki je bila nekoč mlaka za krave. V glavnem tujcem večkrat zvečer pripravimo seveda žar in se prstirska večerja, kot mu te rečemo, oziroma po domače povedano pajanje kruja. In seveda ob hladnem špricerju, s katerim to pač enostavno dokončaš celo zadevo, se ti, jaz rečem, da vedno angel prikaže. Poznate govoriti tisti jezik, ki ga večina Slovenije itak ne razume, ne? Znava gučati, znava.